Kakšna stavba. Le katero pisarno bom dobil? Kje je najboljši razgled? Sej ni tako važno, samo da je prostorna in svetla. Upam, da nisem pozen, ker hočem narediti dober vtis. Zdaj gre za res. Sem prišel pa na razgovor za službo? Veseli. Ja, ne? Matej Ivančič. Zelo fino je, če je natančen, potem, da ima, bom rekla, domišljijo. Zaradi tega, ker pri razvoju novih izdelkov je včasih treba iti preko tistih konvencionalnih razmišljanj o tistih osnovnih, ne vem, bom rekla, okusih v jogurtih, jagode ali pa pri sladoledih, vanilije, čokolade, ne, se pravi, da eksperimentira. Zato velik del razvojnega dela v mlekarni poteka v laboratoriju in v testiranju teh različnih okusov, izdelkov in potem preizkušanje seveda tudi na trgu, ali bodo potrošniki to sprejeli. Kakšno delo bom sploh opravljal? Vsakodnevno v času proizvodnje je treba iti v proizvodnjo, pregledati, kaj se v proizvodnji dogaja, preveriti kakovost izdelkov, ki pridejo ven, potem spreminjati recepture po potrebi. Tukaj gre predvsem za to, na eni strani so fizikalno-kemične parametri, ki se jih kontrolirajo, stališča senzoričnega zaznavanja, in po drugi strani mikrobiološke karakteristike, ki so pa tiste, v bistvu, ki se jim moramo čim bolj izogniti, torej mikrobiološko, da bi sporen izdelek poslali na trg. Imam dober okus, tako da tu ne vidim problema. Kuham tudi dobro. Mogoče bi si lahko izmislil kakšen svoj recept. V razvoju in pa potem v proizvodnji so razvojni in proizvodni tehnologi, kjer vsak pokriva svoje področje. Torej imamo tehnologa za fermentirane izdelke, tehnologa za trajne izdelke, za sir, in vsak v bistvu pokriva svoj del področja. To pomeni od začetka, od ideje, realizacije ideje nekega novega izdelka do končnega izdelka, ki pri tem pride na police v trgovini. Obleka? Tudi prav. Vse po eni strani je lepo, da tako skrbijo za higieno. Najbrž bom dobil svojo pisarno popoldne. Verjetno jo čistijo. Tukaj pa bom zablestel v vsem svojem čaru. Pozitivno je, da je delo izredno zanimivo. To je nemonotono, vsak dan kaj novega, posebej, če odmislimo pač tisti papirnati del, ki pač spremlja vsako službo. Veliko pač v laboratoriju delo, preizkušanje novih okusov, preizkušanje novih receptur, to je izredno zanimiva zadeva. Tako da jaz v teh 3 letih, ko sem zaposlena, ne morem reči, da mi je bilo karkoli dolg čas ali pa da ima ta poklic slabe strani. Sam? Tile note sem dal. Prelepa barva. To rozna? To pa ne bo najboljši. Skaj ne? Približno tako lepo bom naredil. No, tem pa mogoče še ni čisto za na police trgovin. Odpuščen zaradi ogrožanja varnosti ljudi. Saj ni nihče popil mojega malinovega mleka. Ali pač? Najbolje, da grem najprej v šolo. Živilska tehnologija je smer na biotehniški fakulteti. Študij traja 4 leta in na koncu 4-letnega študija pride ven pač kot živilski tehnolog, ki ima vso izobrazbo, da lahko opravlja delo tehnologa v katerikoli branži živilske industrije.